Na Univerzi v Mariboru smo se z vsemi svojimi viri vključili v prizadevanja za preseganje epidemije koronavirusa. Pri izdelavi smo uporabili svoje znanje, svoje vire in seveda trenutno poteka priprava prototipov in pri tem uporabljamo tehnologije 3D tiskanja z vsemi razpoložljivimi viri, ki jih na tem področju Univerza v Mariboru ima. Projekt je zaživel oziroma je dala pobudo Univerza v Mariboru in raziskovalci iz Univerze v Mariboru, kjer so prišli k nam z pobudo in pa željo, da bi poskušali zagotoviti ustrezno varovalno opremo za najtežje delovne pogoje, predvsem pri bolnikih za COVID-19, ki je bila pa ta oprema hkrati dovolj dobro dostopna v teh zaostrenih situacijah in na drugi strani, da bi jo lahko v vsakem trenutku tudi uporabili v naslednjih epidemijah ali pa v potencialnih žariščih, kjer je potrebna ustrezna varovalna oprema in zaščita. Glede na to, da imamo mnogo izkušenj z najrazličnejšega modeliranja in 3D tiskanja, smo poskušali zbrati opremo, ki je dosegljiva na trgu, jo ustrezno prilagoditi z določenim namenom, da bi se lahko uporabljala v zdravstvu tudi takrat, ko bi te razmere trenutno trajale nekaj dlje oziroma bi lahko postali samooskrbni. Na hitro smo formirali to projektno skupino in v dobrem tednu dni dejansko prišli do prvih rezultatov. Zadali smo si 3 cilje. Prvi cilj, v najkrajšem možnem času izdelati prototipe zaščitne opreme. Tukaj delimo zgodbo na celoobrazne zaščitne maske in dejansko na drugi del, to so zaščitni vizirji. Drugi cilj je bil, da dejansko stestiramo to zaščitno opremo. To smo uskladili s kolegi iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, ki dejansko testirajo opremo, testirajo prototipe in nam dajejo povratno informacijo o uporabniški izkušnji. Koliko mi je znano, je tudi že v UKC-ju potekalo dejansko delo z zaščitno opremo tega projekta. Konkretna izkušnja je ta, da smo jo testirali v nekih ambulantnih pogojih. Vidi se, da je zadeva popolnoma funkcionalna. Prišli potem do nekaj možnosti, do nekaj produktov, do nekaj testnih mask, do nekaj testnih artiklov zaščitne opreme, ki so zaenkrat prototipi in to smo dobili v UKC Maribor v testiranje oziroma v uporabniško izkušnjo, ki jo zdaj v zadnjem tednu dni nekako pospešeno probamo pridobiti. In v tem primeru so 3D printerji pravzaprav skoraj da idealno orodje, da pridemo do nekih uporabnih prototipov, ki niso vrhunske kvalitete, imajo pa vse tiste lastnosti, da lahko stvari bodisi funkcionalno, bodisi oblikovno testiramo, če so dovolj dobri za nadaljnjo uporabo. Tako da sva potem midva z asistentom v resnici, ki je tudi takšen, da ne gleda na uro, lahko v miru stvari tudi zmodelirala in adaptirala glede na uporabniške izkušnje, ki so nam jih javljali iz UKC-ja. Se pravi, mi smo vedno te stvari pripravili čez dan, sprintali, jih odnesli v Maribor, tam so jih testirali, povedali, kaj ni v redu in tiste smo mi naslednji dan spet potem modificirali, tako da pridemo nekako do nekega prototipa, ki je potem pa uporaben. Čas potreben za izdelavo je odvisno od znanega trikotnika, se pravi materiala, kakovost in hitrosti. Se pravi, vse te stvari je treba upoštevati. Morate dobro poznati material, ki ga uporabljate, kakšne hitrosti printerja se lahko pri kakšnem printerju z njim privoščite, kakšna bo kvaliteta pri takšni hitrosti. Vsi bi radi zelo hitro printerali, ampak če imamo veliko hitrost, potem material temu se ne odziva pravilno. Potem je vedno treba dodati še kakšne podpore pri samem tisku in podobno, da lahko zadostimo tistim funkcionalnim lastnostim. Tretji cilj, ki je zelo pomemben, je pa ta, da dejansko zagotovimo industrializacijo vseh teh rešitev, da bomo lahko potem zainteresiranim deležnikom zorganizirali s partnerji iz gospodarstva zadostno število te zaščitne opreme. In kaj se mi zdi seveda dodana vrednost za Slovenijo, je to, da dejansko bo mogoče z industrijo v Sloveniji izdelati to zaščitno opremo.
Na tem mestu bi se rad zahvalil Univerzi v Mariboru, ki nas je pozvala in zbrala na skupnem imenovalcu podjetja iz industrije z dolgoletnimi izkušnjami, da smo pomagali pri realizaciji tega projekta. Pokazala je svojo družbeno odgovornost in igrala zelo pomembno vlogo, da smo v takem času uspeli narediti praktično nemogoče oziroma to, kar pač danes zdravniki uporabljajo v testne namene in upamo, da v čim krajšem času tudi v realnem svetu. Ob tej priložnosti bi se pa želel zahvaliti vsem sodelujočim na projektu, torej partnerom iz gospodarstva, brez katerih seveda ne bi bili tako hitro, tako daleč. Namreč zagotovili so vse tiste ustrezne polprodukte, ki jih potrebujemo za realizacijo v projektu, nudili logistično pomoč in seveda razvoj. Prav tako je tukaj potrebno izpostaviti podjetje Margento R&D d.o.o., Sine d.o.o., Roto d.o.o. in nadalje se želim zahvaliti tudi strokovni skupini Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki dejansko nas tehnike, ki delamo na projektu, usmerila v to problematiko, v bistvu, ki se trenutno dogaja v medicinski stroki glede zaščitne opreme, da smo lahko seveda naše te produkte bistveno izboljšali. In nenazadnje se je potrebno tukaj zahvaliti Slovenski vojski, ki je na prošnjo, torej na poziv Univerze v Mariboru donirala tudi nekaj zaščitnih filtrov, ki jih uporabljamo v celobraznih zaščitnih maskah. Nazadnje gre tudi zahvala Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki nas podpira pri iskanju določenih rešitev, predvsem tudi na tujih trgih.